Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Z neposrednim radijskim in video prenosom se zdaj selimo v Cankarjev dom na letošnjo izvedbo Kulturnega bazarja, ki že 17. leto zapored ponuja izbor najboljšega, kar nastaja na polju kulturno-umetnostne vzgoje pri nas. Ta vsakoletni dogodek za pedagoško in drugo zainteresirano javnost, ki letos poteka s tematskim geslom Kulturno-umetnostna vzgoja v digitalni dobi, zdaj že ustaljeno uvede plenarno predavanje izbranega govorca. V letošnjem predavanju z naslovom Umetnost in umetna inteligenca, izobraževanje v digitalni dobi, se Julia Schneider, nemška avtorica stripovskih esejev z doktoratom iz ekonomije in širokimi izkušnjami iz svetovanja na področju umetne inteligence, sprašuje, kako lahko z umetnostjo, predvsem stripom, igrivo in ustvarjalno rešujemo kompleksna vprašanja, kot je umetna inteligenca. Poudarja pa tudi pomen stripovskega eseja za odpiranje dialoga, vzbujanje radovednosti in spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja kot učinkovitega izobraževalnega orodja digitalne dobe. V Linhartovi dvorani se torej začenja plenarno predavanje s simultanim slovenskim prevodom. Upam, da me slišite. Mislim, da sem zdaj na vrsti. Opravičujem se, da nisem najbolje razumela, kaj je bilo zdaj povedano, ampak mislim, da sem na vrsti, da spregovorim o umetnosti in umetni inteligenci, o izobraževanju v digitalni dobi. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot rečeno, ime mi je Julia Schneider in veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes lahko prisotna na 17. kulturnem bazarju. Toplo pozdravljam vse, kar predstavlja kulturni bazar. Uživala sem že na razstavnih prostorih. Najlepša hvala Ani Petrovčič in sodelavcem Nataša Pucek in ekipi, ki je posredovala v mojo smer tako prijazno povabilo. Kulturni bazar, kot razumem, je osnovna platforma za kulturo in izobraževanje v Sloveniji že dolga leta. Umetnost in umetna inteligenca v digitalni dobi ne more biti bolj relevantna tema, o kateri govorimo. Dovolite, da se zahvalim Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za šolstvo in vsem, ki so omogočili ta dogodek, vsem, ki še naprej podpirajo povezavo med različnimi strokami, kajti tudi meni se zdi to zelo ključno. Naj se zahvalim tako izobraževalcem, strokovnjakom, umetnikom, vsem iz področja kulture, ki ste se povezali za to, da sodelujete s svojimi različnimi področji in vse to nas vodi v ustvarjalnost in ustrezno izobraževanje. Danes se želim dotakniti teme umetnost in umetna inteligenca, izobraževanje v digitalni dobi. Stripovski esej kot most med umetno inteligenco, umetnostjo in izobraževanjem pa je bolj podroben naslov teme, ki se je danes želim dotakniti. Kaj je moj namen? Pogosto me ljudje vprašajo, zakaj se ukvarjaš s stripi? Moj odgovor je preprost. Iščemo namreč bistvo zapletenih zadev, da lahko jasno vidimo, kaj je ključno. Meni se zdi pomembno, da osmislimo kompleksna vprašanja, ki jih doživljamo, da razumem jedro sama in tudi vsi drugi ljudje, kajti te teme se dotikajo vseh nas. To bistvo pa je lahko stripovski esej, kajti komplicirane stvari poenostavi, včasih kot zrcalo. Povabi nas k sodelovanju, povabi nas k razmisleku. Včasih se to bistvo lahko pokaže kot poslikava, kratek film
ali pa le 6 kratkih stavkov. Včasih človek potrebuje samo preprost uvid v bistvo. Kot rečeno, želimo, da pridemo do bistva in se potem lahko o bistvu kompliciranih stvari lažje pogovarjamo. Zdaj pa na kratko povzetek vsega, o čemer bom danes spregovorila. Zakaj umetnost, zakaj stripi, zakaj tehnologija in zakaj umetna inteligenca v izobraževanju. Dotakniti se želim interdisciplinarnosti. Povedala bom tudi nekaj osnovnih besed o umetni inteligenci. Vse to vodi v moje vprašanje vam, koliko veste o umetni inteligenci, tako da bom lahko svoje predavanje prilagodila vam. Spregovorila bom o priložnostih in izzivih umetne inteligence v umetnosti in izobraževanju. Na kratko predstavila 4 študije primerov, stripevski esej v umetni inteligenci. Kaj nas čaka v prihodnosti, bo naslednje moje vprašanje glede človeške inteligence proti umetni inteligenci, sledilo pa bo še sklepno vprašanje in povabilo. Zakaj torej umetnost v izobraževanju? Umetnost povezuje razum in intuicijo, odpira prostor za razmišljanje onkraj dualnosti, prav, narobe, dobro, slabo, resnično, neresnično. Obenem pa nam pomaga osmisliti spremembe. Ko se soočamo z velikimi spremembami dandanes, kot so klimatske spremembe, geopolitični konflikti, socialne spremembe, vprašanje umetne inteligence, pogosto odgovor ni enostranski. Umetna inteligenca pa nam pomaga poenostaviti vprašanja, namesto da samo presojamo, kaj je prav in kaj narobe. Na ta način smo bolj nevtralni in razumemo čustva. Čustva so ključna pri razumevanju spremembe. Tehnologija pa po mojem mnenju seveda tega ne zmore. Na koncu koncev naj povem, da tole sliko je ustvarila umetna inteligenca. Pa naj postavim vprašanje, kdo med vami bi rekel, da je to umetnost? Most don't. Večina mislim, da ni dvignila roke, a vendarle vprašanje ni preprosto. Ali so stroji lahko ustvarjalni, ali pa so sposobni le poustvarjati vzorce? Odgovor ni preprost. Ampak mislim, da je odgovor, da potrebujemo umetnost. Umetnost seveda ne daje odgovorov, ampak nam ponudi pogled, ponudi nam perspektivo. Zakaj stripovska umetnost v izobraževanju, je naslednje vprašanje. Stripom je znanje dostopno. Stripi povezujejo dejstva in čustva, razum in intuicijo. Stripi vodijo v zavzetost in angažiranost. Stripi navdihujejo. Stripi ne nadomestijo poglobljenega razmišljanja, lahko pa nas vodijo v radovednost in v razpravo. Lahko torej pomagajo spodbuditi globoko razmišljanje, čeprav ga ne nadomestijo. Včasih pa spodbujajo tudi aktivizem. In zakaj tehnologija v izobraževanju, zakaj umetna inteligenca? Pogosto utegnemo razmišljati o tehnologiji kot je umetna inteligenca, v smislu, da ni nevtralna, oblikuje naše življenje, delo in razmišljanje. Vse skupaj je potem bolj prikladno, bolj zabavno. Tehnologijo oblikujejo vrednote tistih, ki so jo ustvarili, in zato ni nikoli nevtralna. Na njo vpliva naš način razmišljanja, dela in vse to se bo pokazalo tudi v prihodnje. Umetna inteligenca ima potencial, da demokratizira znanje, da ponudi informacije, jih prenese ljudem, ki so prej ostali na obrobju. Obenem
pa lahko okrepi neenakosti. Če posežem po pristranskih podatkih, vidim, da umetna inteligenca utegne te podatke še bolj usmeriti v pristranskost. Denimo, lahko se lotim tudi drugačnih učnih stilov, jezikovnih pogledov, ki izključujejo druge ljudi. Kot sama vidim umetno inteligenco, da jo razumemo danes, ni več naša izbira, ampak je to nujno. Kajti umetna inteligenca ne le, da bo oblikovala naš svet, ampak ga že oblikuje sedaj. Zato moramo razumeti, kako deluje in kdo ima od nje v tem trenutku tudi koristi. In zato menim, da umetna inteligenca spada v izobraževanje ne le kot orodje, ampak tudi kot tema. Način, kako jo bomo razvijali, način, kako bomo tudi v kaj podvomili, to bo vplivalo na našo prihodnost, še bolj pa na prihodnost naših otrok. In zakaj interdisciplinarnost v izobraževanju? Mislim, da je popolnoma jasno, da so današnji izzivi res zapleteni. Najboljše rešitve pa kličejo po kompleksnem pogledu. Če pogledamo na podnebne spremembe, o katerih danes razmišljamo še bolj pogosto, razmišljamo pa tudi o etiki umetne inteligence, o geopolitični in gospodarski krizi, o vseh vojnah in konfliktih, ki smo jim priča danes. To niso tehnološki, ampak so socialno-politični problemi. Najboljše zamisli pa se pogosto porajajo v prostorih med različnimi vrednotami, med različnimi filozofijami in potrebami. In tu dobi svoje mesto strip. Je v edinstvenem položaju, je na stičišču umetnosti, znanosti in družbe. In zdaj kratek odmik v vprašanje, kako se je vse skupaj začelo. Povedano je že bilo, da sem začela delati kot ekonomistka in svetovalka na področju umetne inteligence. Veliko časa sem posvetila raziskavi o tem, kako lahko razložimo algoritmične prepoznave vzorcev, kaj je umetna inteligenca. Tega termina ljudje, ki delamo na tem področju, ne uporabljamo prav pogosto. Večkrat se sliši beseda podatki. Opazila pa sem, da so bili ljudje pogosto zelo panični, ko so razmišljali o svojem strahu pred umetno inteligenco iz napačnih razlogov. Veljajo je prepričanje, da umetna inteligenca že razmišlja kot človek, da gre za neko magičnost in prevlado nad statistiko. Pomislila sem, morda bi morala napisati knjigo, kajti prihajam iz raziskav, ki je tudi podlaga za mojo doktorsko dizertacijo. Sodelovala sem z različnimi inštitucijami in tako sem dobila zamisel, da bi preprosto ustvarila strip. Začelo se je z Ipulusom in Mausom, ampak imela sem težavo zato, ker nisem znala risati. Rezultat pa je vseeno moje delo, ki je zdaj prevedeno v veliko jezikov, tudi v slovenskega, kar mi je v veliko čast. Moramo se torej pogovoriti, umetna inteligenca. In tako se je moje delo dotaknilo veliko ljudi, o njem je razpravljalo veliko krogov ljudi. Pa si poglejmo mojo prvo stran. Na levi strani, kaj je umetna inteligenca? Začnem najprej z osnovno grafiko. Vidite pa, da moje artistične sposobnosti govorijo same zase. Ampak res sem se potrudila. Vidite pa lahko tudi strukturo skoraj da celotnega mojega opusa del. Poskušam namreč razčleniti kompleksno misel na 6 posameznih delov.
To strukturo uporabljam pri svojem delu. Zame je izhodišče vedno taka razporeditev, kot jo vidite na ekranu. 6 kvadratkov, kjer imamo zapisane besede, pa tudi vizualne podobe. Stavki so kratki in ob vsaki povedi imamo tudi ključno asociacijo. Začnemo z vprašanjem, kaj je umetna inteligenca. Tu je zanimiva tehnika in podatki. V tem trenutku se umetna inteligenca predvsem ukvarja z izvajanjem in opravljanjem kompleksnejših nalog. Če definiramo inteligenco kot sposobnost, da povzamemo bistvo nove situacije, mora prava inteligenca razmišljati. To seveda zdaj še ni mogoče. Razmišljati bi morala z namenom, z zavestjo, s čustvi. Morala bi zaobjeti situacije, ki so na dlani, ampak ob vsem povedanim je umetna inteligenca šele v prvih začetnih fazah. Doslej je bolj adekvatno govoriti o umetno ustvarjeni, prilagoljeni inteligenci. To je prva stran stripa, moramo se pogovoriti o umetni inteligenci. Lena Kadriazija je umetnica, ki je avtorica podob in s svojim delom je povzdignila moje misli na še višjo raven. Skupaj sva razvili koncept, ki je rodil delo, strip, ki ga imate v rokah. To je torej različica prevoda v slovenski jezik, moramo se pogovoriti, umetna inteligenca. Jezik se na ta način sliši zelo lepo. Stripovski esej torej je v slovenskem jeziku. Rekla sem že, da sem izdala 4 stripovske eseje, ki se uporabljajo, predvsem ta, ki je pred vami, v šolah, muzejih in političnih razpravah po vsem svetu. Mislim pa, da iz razloga, da je dostopen in poglobljen, ne ponuja pa prehudih tehničnih podrobnosti. Lena se je zelo potrudila, da se je izognila tehničnim slikam. Uporablja veliko živali, veliko muck se poraja v njenih slikah. Pristopila je na drugačen način, kot bi tipično seksualizirali pristop k tovrstnim projektom. Prav tako pa smo se zelo potrudili, da nismo umetne inteligence poenostavili zgolj na način, da bi rekli, da je dobra ali pa slaba. Preden sem se lotila stripovskega eseja, si seveda nisem mislila, da bo dosegal kaj več kot mojih 200 prijateljev. Ampak zdaj mi je v veliko zadovoljstvo, tudi da sem danes pred vami in da vam lahko spregovorim na temo umetne inteligence in to lahko sproži razpravo. Boljša kot bo naša razprava, menim, boljša bo umetna inteligenca v prihodnje. Na nek način gre tudi za igro besed, kajti umetna inteligenca prav tako vabi nas k razpravi. Vprašanje namreč je, kako upravljamo s tehnologijo in zagotovo potrebujemo še boljše razprave o umetni inteligenci in izredno pomembno je, da o tem ne razpravljajo samo programerji in strokovnjaki z področja tehnologije, ampak da o tem govorimo vsi. To je struktura umetne inteligence, ki sem vam jo tudi že pokazala, pa naj vas prehodim skozi vsebino.
začnemo show some examples. najprej z nekaj primeri, z osnovno ponazoritvijo, kaj so tveganja, kakšne so priložnosti. Pogledamo tudi obete, kaj umetna inteligenca lahko postane. Zaključimo pa z družbeno utopijo. Utopičnost je prav tako nekaj, s čimer se ukvarjamo. In to je ponazorjeno vse skupaj kot igrišče. Rekla sem že, da smo poskušali uporabiti netehnične slike. To pa je primer, kako lahko s stripom razložimo kompleksnost. Te slike nisem ustvarila jaz, navdih je dobila Lena, moja sodelavka, za vizualno podobo. Preprosto ni mogla razvozlati vprašanja, kaj so pravzaprav podatki. Zame, ki prihajam iz ekonomije, statistike in umetne inteligence, je to jasno. Vsem je jasno, kaj so podatki. V sodelovanju z njo pa mi je postalo na koncu jasno, da res ne vemo, kaj so pravzaprav podatki. In tako sva v stripu dve strani namenili podatkom. Na levi strani tukaj vidite različne oblike, ki si jih podatki lahko pridobijo. Naprimer, časovno območje, ozonska luknja, različne težave, koncentracija ogljika, krvni pritisk, spoli, teža, starost ali puls. To so podatki. Umetna inteligenca potrebuje ogromno podatkov in vsaka oblika surovih podatkov, to je oziroma osnovnih zadev. To so podatki. Vse tisto, kar je surovo podano kot osnova, vodi v definicijo podatka. Kako pa se informacije v realnem svetu spremenijo v podatke? To je prvi korak, potem pa sledi obdelava vašega uma ali pa umetne inteligence, ki obdelajo podatke in s tem dobimo zaključke. In zakaj mislimo, da je na tak način izredno dobro opisati podatke? Kajti besede povezujejo vizualno umetnost s sporočilom in na ta način lahko povezujemo koncepte in nimamo le besedila, niti ne le zgolj slike. Združili smo oboje. In zato mislim, da je strip tako koristno orodje za izobraževanje. Pokaže, kako zadeve delujejo in vidimo, kot smo zdaj opisali, da je kakršnakoli oblika neobdelanega dejstva ali številke podatek ponazorjeno na ustrezen, najbolj prikladen način. Zdaj pa vprašanje, kaj je umetna inteligenca? Nekaj žargona. Kaj je algoritem? Ali kdo ve, kaj je algoritem? Nekdo iz prve vrste je dvignil roko, ampak prepričana sem, da več kot le en poslušalec pozna odgovor na to vprašanje. Pri umetni inteligenci ves čas govorimo o algoritmih. Algoritmi so navodila za računalnike po korakih. Zagotovo ste že kuhali po receptu in veste, kako to gre. Umetna inteligenca temelji na algoritmih, ampak v čem je bistvo? Termin umetna inteligenca se razvija še naprej. Pred 10 leti je ta beseda pomenila nekaj drugega kot danes. Prej smo govorili o strojnem učenju. Umetna inteligenca, to so algoritmi. Ko pa danes govorimo o umetni inteligenci, ne gre več za navodila korak za korakom, ampak umetna inteligenca se uči. Kako se uči? Gre za strojno učenje. In tu vse skupaj postane še bolj zanimivo. Namesto programiranja vnesemo ogromno podatkov umetni inteligenci in ji pustimo, da
vzorce ustvari sama. In to je največji preboj na področju umetne inteligence v zadnjih 30 letih. Zdaj statičnih pravil več ne vnašamo. Naprimer, ljudje so se zelo trudili, da bi si pomagali strojem pri prevajanju, naprimer. In zdaj samo vnesemo pravila o tem, kako se nekaj prevede. In s strojnim učenjem vse skupaj postaja dosti lažje. Lahko greste na Tajsko in v bistroju naročite nekaj v svojem jeziku, ko preprosto govorite v telefon. To pred 20 leti še ni bilo mogoče. Strojno učenje torej pomeni, da umetna inteligenca predstavlja nekaj, kar se uči iz podatkov in dela napovedi. Ampak tu govorimo o večplastnosti, kot čebula ima ChatGPT več plasti. Naprimer, ChatGPT ima 98 različnih plasti. Najdete vzorce in potem že pridete do naslednje plasti in tako naprej in tako dalje. In tu zadeve postanejo izredno kompleksne. Zaradi globokega učenja umetna inteligenca lahko prepozna zapletene vzorce na več ravneh. Zdaj pa vsi govorimo o generativni umetni inteligenci. To pa je vseobsegajoče. To je pomembno orodje za logistiko, denimo. A vendar mnogi danes govorijo preprosto o generativni umetni inteligenci. Ta inteligenca pa ustvarja besedila, slike, kode, lahko napiše e-mail, lahko sklada, ustvari pesem, glasbo in videoposnetke. Tu je na milijone plasti. Pokazati pa vam želim tudi razliko, kajti včasih ne ločimo generativne in generativne umetnosti, torej splošne umetnosti. Generativna umetna inteligenca predstavlja stroj, ki deluje kot človek, zdi se kot nekaj fiktivnega. Nekateri menijo, da smo vse bližje in bližje neki točki. Ljudje pravijo, da je splošna umetna inteligenca že za vogalom, spet drugi strokovnjaki pa menijo, da bo to do konca našega življenja ostalo le na ravni znanstvene fantastike. Ni še jasno, kaj drži, a vendar je splošna umetna inteligenca še vedno hipotetična, je umetna inteligenca, ki lahko recimo igra šah, ne more pa razmišljati kot človek. Umetna inteligenca torej ni nekaj magičnega, nima zavesti v tem trenutku. Ne gre za stroje, ki znajo razmišljati. Gre za statistiko ogromnega obsega in zato je umetna inteligenca tako močna in obenem tako komplicirana. Kaj pa želimo torej ustvariti z umetno inteligenco? Napisali smo, sprašujemo se, kakšna bo utopična umetna inteligenca. To je orodje, ki zmore ogromno, to smo videli, je zelo hitra, natančna, se uči diferencirati, tudi to smo že videli. Ampak kaj mislimo natančno z vprašanjem, kaj je naš namen, kaj želimo ustvariti z umetno inteligenco? To vprašanje se bo izgubilo v etru, če bodo le strokovnjaki za umetno inteligenco, tehnologijo o tem razmišljali. V tem trenutku prepoznamo številne vloge umetne inteligence. To ni le orodje za reševanje problemov, za logistiko, za upravljanje virov, ni le pomočnik, ampak postaja dosti več. Rešuje probleme, saj veste, optimizira torej logistiko, zdravstveno varstvo, upravljanje z viri in tako naprej. Umetna inteligenca je muza. Mnogi jo uporabljate pri vsakodnevnem pisanju mailov ali pa pri umetnosti, ko pišete poezijo. Umetniki, glasbeniki jo uporabljajo. Uporabljamo jo pri pripovedovanju zgodb, generiranju
zamisli. Umetna inteligenca je naš sodelavec pri raziskavah, izdelavi prototipov, kodiranju, proizvodnji. Je partner pri učenju. To bo zanimivo za tiste med vami, ki ste učitelji, ki poučujete. Personalizira izobraževanje. Recimo, lahko vam pomaga pri ocenjevanju. Je tudi sparing partner pri iskanju idej. Avtomatizira naloge, obenem pa je tudi ustvarjalec. Ustvarja besedila, slike, kode, glasbo, hipoteke. Umetna inteligenca ne nadomešča naše inteligence, ampak vse bolj intenzivno vpliva na naš način razmišljanja in ustvarjanja. Včasih je umetna inteligenca le čudak. Mislim, da ste do tega prišli tudi že sami. Včasih so stvari kar hecne, ko pogledamo stičišče med sodelavcem, čudakom in ustvarjalcem. Moj sin, denimo, je star 10 let, uporablja aplikacijo Remini, kjer lahko pokažeš sebe v podobi odraslega človeka v različicah. In zamislil si je, da se bo pokazal kot plemič v prejšnjem obdobju francoske zgodovine, tako kot vidite to sličico na ekranu. Umetna inteligenca je torej močna, ni pa nevtralna in lahko zavede človeka. Umetno inteligenco oblikujejo podatki, odločitve človeka in socialne, družbene strukture, kar pomeni, da vključuje tudi pristranskost in neravnovesje moči. Pa poglejmo nekaj največjih izzivov, ki jih prinaša umetna inteligenca, ki jih prepoznavajo ne le strokovnjaki, ampak tudi slehernik. Slišali ste že o pristranskosti. Umetna inteligenca odraža in krepi družbene predsodke, kajti sama se uči iz podatkov. Če so ti pristranski, če kaj spregledajo, če jih je premalo ali pa preveč, če so prenasičeni, potem umetna inteligenca še podkrepi to prenasičenost ali pa pomanjkljivost podatkov. In pristranskost še pomnoži. Zelo znan primer se nanaša na prepoznavo obraza. Pri temnejši polti se lahko zgodijo recimo težave pri prepoznavi. In to vodi tudi vprašanja vseh tistih težav, s katerimi se soočamo glede diskriminacije pri delu policije in drugih organov pregona. Zdi se nam, da je morda naše delo objektivno, obenem pa se ne zavedamo, da v resnici še bolj poudarja pristranskost, da ni nujno, da nam tehnologija omogoča zanesljivost in nepristranskost. Videli smo že, da se umetna inteligenca hrani s podatki, pogosto tudi z vašimi osebnimi podatki. To ste tudi že videli. Večinoma naše podatke zbirajo, analizirajo, monetizirajo seveda. In kdo ima koristi iz teh podatkov, kdo jih izkorišča? Podjetja namreč kujejo dobiček iz naših podatkov. Imajo tudi nadzor nad rabo podatkov. Primeri, kako umetna inteligenca lahko tudi nadzira, spremlja, manipulira z obnašanjem ljudi, so jasni. Umetna inteligenca lahko tudi predvidi naše obnašanje, obenem pa ga tudi že oblikuje. Glede trajnostnega razvoja me pa skrbi, da umetno inteligenco velikokrat opisujemo kot oblak, kot čisto tehnologijo, ampak je daleč od resnice, kajti umetna inteligenca uporablja ogromno energije, pitne vode in velikokrat govorimo o ekstrakciji podatkov, kajti liti, kobalt še vedno predstavljata področje obsežnih težav, ki jih dobro poznamo. Umetna inteligenca tudi tu povečuje razlike med ljudmi, bogatimi in revnimi. Mnogi namreč, tudi delavci, ostajajo v ozadju in ob strani. In tako se moramo vprašati, ali umetna inteligenca vključuje tudi ekonomska in socialna vprašanja, ko govorimo o trajnostnem razvoju. Skrbi pa me tudi ogrožanje
ogrožena demokracija. Namreč tu imamo velike težave z digitalno spremenjenimi videoposnetki in filtrskimi mehurčki. Namreč tu govorimo le o zbiranju statistike, o outputih oziroma podatkih, ki jih je zelo težko prepoznati in razlikovati. Vidimo, da informacije, pa tudi dezinformacije se že uporabljajo za, denimo, manipulacije pri volitvah, za propagando, pa v tem trenutku tudi za vojno. Filtrski mehurčki pomenijo, da človeku umetna inteligenca ponuja tisto, kar ves čas gledamo. In to vodi še naprej v pristranskost vsakega posameznika. In tako se lahko vprašamo, kako nam umetna inteligenca pomaga, če je resnica nenehno na tnalu. Politika je že podvomila v resnico kot tako. Zdaj pa še vprašanje kreativnosti umetne inteligence. Pred 50 leti so tisti, ki so razvijali umetno inteligenco, usmerili svoje razmišljanje v to, da bo umetna inteligenca opravljala težavna dela, mi pa bomo uživali v umetnosti. In kaj se zgodi, če se zdaj kar v nekaj sekundah ustvarja tudi umetnost, glasba, brez dela človeka, to je poceni. Drug problem pa je, da podatki, ki jih ustvarja umetna inteligenca, kaj se zgodi, če preplavi trg in kako bi lahko preoblikovali našo ekonomijo, naš način življenja, na kar še nismo pripravljeni. Pa še ena skrb. Umetna inteligenca bo v naslednjih letih postala še močnejša. Ali se bo umetna inteligenca še bolj uporabljala pri vojaških dejavnostih? Tu govorimo o avtonomnem orožju, nadzoru, kibernetski vojni. Kdo bo odgovoren, če bo umetna inteligenca ubijala? Države že uporabljajo umetno inteligenco za napad na druge, na infrastrukturo, uporablja se za manipulacijo finančnih trgov in kapitalizem nadzora nas vodi v razmislek o 1984 načelu. To ni znanstvena fantastika, to se že dogaja dandanes. In še zadnje, kar postaja dandanes vse bolj pomembno, to pa je povezava med umetno inteligenco in biologijo. Povedala sem že, da umetna inteligenca nima zavesti, ni nekaj, kar želi prevzeti nadzor nad nami. To drži, dokler umetne inteligence ne povežemo z živim bitjem. Takoj, ko pa povežemo celice z umetno inteligenco, utegnejo te celice narediti to, kar delajo, to pa je, stremijo k preživetju. Celice so nagnjene k temu, usmerjene zgolj k preživetju, da se delijo, da se razvijajo in ta povezava bi lahko bila zelo nevarna. Dobra za umetno inteligenco, morda na koncu koncev ne tako dobra za nas, ljudi. Kje potegniti etično črto je vprašanje, ali resnično dobro razumemo morebitne posledice. Moja sklepna misel je, da gre za vprašanje človeka, ko govorimo o umetni inteligenci. Ta namreč vpliva na nas vse, zato potrebujemo kritično razmišljanje, resnično javno razpravo o umetni inteligenci. Postaviti si moramo vprašanje, kakšno prihodnost želimo, da ustvarja umetna inteligenca. Zdaj pa še o strahu, da bo umetna inteligenca prevzela nadzor. To je najhujši strah v skrajnosti, da bo umetna inteligenca prevzela oblast. Stephen Hawking je dejal, da bo umetna inteligenca mora biti zadnje veliko dejanje na našem planetu. Pa se potrudimo, da to ne bo resnica. Vprašanje je namreč še bolj dramatično. Kakšno prihodnost imamo ob umetni inteligenci?
Kako mladi vidijo umetno inteligenco, zanje je to vprašanje še bolj pomembno kot za nas. Zakaj? Mnogi bomo umrli prej. Mladina pa je danes navdušena nad inovacijami, novimi možnostmi in zato smo tudi vprašali mlade v raziskovalnem centru Tübingen, kaj menijo o umetni inteligenci. Na nek način smo imeli neke vrste olimpijado za študente na temo umetne inteligence. Sodelovali smo z različnimi vrstami šol in učencem zastavili vprašanja. Vključili pa smo mlade od 11. do 19. leta starosti. Kaj si želite z umetno inteligenco, česa se bojite, kakšen je vaš interes, kaj misliš o umetni inteligenci. Opravičujem pa se, da v angleškem jeziku tega prevoda projekta še nimamo. Za zdaj obstaja samo v nemškem in češkem jeziku, je pa na projektni strani na voljo. Odgovori so bili zelo pomenljivi in kul. Mladi so rekli, umetna inteligenca nas navdušuje, kaj te generira možnosti, ustvarja glasbo, piše zgodbe, videoposnetke. Zanje je magična in zdi se jim uporabna. Želijo, da bi jim umetna inteligenca pomagala, da bi si lažje zapomnili besede, da bi bili boljši v matematičnih nalogah. Prav tako se jim zdi partner pri nevihti možganov. Vidijo jo kot pomočnika. Obenem pa razmišljajo tudi o pasteh in nevarnosti. Otroci pravijo, da se bojijo, da bi nas umetna inteligenca nadomestila. Kaj, če bo nadomestila umetnike ali pa celo učitelje? Mladi so pokazali tako radovednost kot tudi kritičnost in prav to je ravnovesje, ki se ga želimo. In tako je zelo pomembno vse, kar naslavlja esejski strip. Oziroma stripovski esej je v sličici na prvi strani ponazoril prav to. Kot vidite na tej sliki, vidimo, kaj vse mlade skrbi. Mladim ne želim sugerirati, kaj naj mislijo, ampak želim odpreti razpravo, da vendarle razmišljajo o tem, kaj jim predstavlja umetna inteligenca. Mladi namreč včasih postavljajo dosti boljša vprašanja kot mnogoteri odločevalci. Mimogrede, s seboj sem prinesla tudi različico tega stripovskega eseja, ki si ga kasneje lahko tudi pobližje pogledate. Zdaj pa še naša tretja študija primera, zgodba o golobu. Prav tako je dostopna na naši spletni strani. Dotika pa se vprašanja trajnostnosti. Umetna inteligenca nam seveda tudi tu lahko pomaga, lahko zmanjšamo količino odpadkov z njeno pomočjo, ampak tu je prav tako prisotna kontradiktornost, kajti potrebno je ogromno virov, izobraževanja, ogromno mineralov je potrebnih. Kako je potemtakem lahko umetna inteligenca rešitev ob enem, ko govorimo o tem, da je problem? Kako je lahko oboje? In to raziskuje naš glavni junak, golob. V primerjavi z drugimi stripovskimi eseji imamo tukaj, kot rečeno, zgodbo, ki nam jo prikazuje naš junak golob. Nismo pa želeli ponavljati že prej zapisanih misli, govorimo o kontradiktornosti umetne inteligence in trajnostnega razvoja. Kako lahko umetna inteligenca res zagotovi trajnostnost in ne povzroča škode? Na koncu utegnemo ustvariti prihodnost,
kjer nam bo umetna inteligenca pomagala optimizirati čisto vse z izjemo našega preživetja. In zdaj še zadnja študija primera: morska kumara išče morsko travo. Kot vidite, imamo iste protagoniste na nek način. Imamo spet junaka, ki je nebinaren, morska kumara, ki rada nosi rdeče čeveljčke. Morska kumara ponazori še drugo plat kompleksnega odnosa z umetno inteligenco in ekološkimi načeli. Lahko se vprašamo, kako umetna inteligenca prispeva k trajnostnosti, obenem pa si lahko postavimo vprašanje, kako lahko razvijamo umetno inteligenco, ne le da bo trajnostna, ampak bo upoštevala tudi druga vprašanja, ekonomska, socialna. Kaj vse se moramo vprašati, ko razvijamo umetno inteligenco, da bo ta čim bolj trajnostna. Seveda bo delala napake, ampak pomembno je, da vemo čim več o tem, kaj lahko pričakujemo. In zakaj smo uporabili morsko kumaro, ki išče morsko travo? Zato, ker morska kumara živi v občutljivem ekološkem okolju in preživi zaradi morske trave, ki pa ne more preživeti v mnogo okoljih. Lahko si predstavljate, da bi umetna inteligenca lahko pomagala morski kumari, da hitreje najde morsko travo. Pomaga ji, z njo se pogovarja, kar je krasno, ampak vprašanje je, kaj če bila ta umetna inteligenca naučena na ta način, da uničuje ekološko okolje. Je to še vedno trajnostno? Cilj te zgodbe je torej postaviti vprašanje o tem, kako o umetni inteligenci razmišljamo v naravi. To je postavljeno pred izziv. Umetna inteligenca bi se torej lahko razvila bolj kot nek ekosistem, decentralizirano kot velik gozd ali pa krožno, preko ciklusov oceana, kjer je vse ciklirano, namesto da samo črpamo iz narave, vse kroži. Kajti ne gre le za to, da bi umetna inteligenca postala manj slaba, gre samo za to, da ponovno naredimo razmislek o njej. Govorimo ves čas o umetni inteligenci. Kaj pa je človeška inteligenca? V tej dvorani je ogromno človeške inteligence. Tu pa imamo spet težavo. Človek ima veliko dobrih plati, ampak biološko je moč naših možganov omejena. In pogosto imamo opravka s heuristiko in zaupanjem v naš notranji občutek. Tu imamo vprašanje, kako se lotiti kompleksnih problemov. Naši možgani niso najboljši pri reševanju problemov, ki bi vodili v izboljšavo za družbo kot celoto. Umetna inteligenca je morda tu ob pravem času, da nam pri tem pomaga. Morda vas utegne tole tudi zanimati. Gre za zelo pomembno temo namreč, ko umetna inteligenca napreduje. Pomembno vprašanje, ki se odpira, je torej, kaj še vedno prispeva človeška inteligenca, katere so prednosti človekove pred umetno inteligenco. Sicer bo ta postala odveč, ko bo umetna inteligenca prevzemala vse več nalog. Pa poglejmo. Najprej ustvarjalnost, ustvarjanje novih idej in metod. Umetna inteligenca lahko upravlja z vzorci, ampak le na osnovi tega, kar je že videla prej. Resnična ustvarjalnost in ustvarjanje novega, to pa je izključno v rokah človeka. In zato ustvarjalnost pri reševanju problemov v umetnosti, znanosti in tako naprej ostaja ena največjih vrednot človeka, tudi v dobi umetne inteligence. Praktične veščine prav tako postajajo vse bolj pomembne.
otipljive stvari, fizične povezave, objem. Simuliram lahko marsikaj, generiram umetnost, virtualnost, fizično pa ne morem popraviti, umetna inteligenca ne more popraviti stranišča, niti kolesa, ne more posaditi drevesa, niti pokloniti objema. Umetna inteligenca tega preprosto ni sposobna. V svetu, ki pa postaja vse bolj digitalen, bodo ročne spretnosti postajale vse bolj pomembne. Nadalje, nestandardno reševanje problemov prav tako ostaja v rokah človeka. Umetna inteligenca rokuje samo s tem, kar že pozna. Ko pa se lotimo problema, ki ga doslej ni rešil še nihče, pa se vse konča. V rokah človeka ostaja reševanje kompleksnih vzorcev. Človek vsak dan ustvarja nove vzorce pri nestandardnem reševanju problemov. Pomembna pa je seveda tudi čustvena inteligenca. Umetna inteligenca lahko analizira ton glasu, izraz na obrazu in podobno. Vendarle pa ne razume čustev, ne čuti, ni ji mar seveda, dokler, kot smo rekli, ji ne pridamo celic. Čustvena inteligenca je preprosto domena človeka. Veliki učitelji, vodje, misleci, tudi umetniki so tu vodilni, po mojem mnenju. Menimo pa tudi, da potrebujemo ustrezne podatke. Ne razumite me napak. Mislim, da ni potrebno, da se preprosto vsak otrok nauči programiranja. Potrebno je le razumeti, kako deluje umetna inteligenca. Dobro je, da otrok razume, kaj so pristranski podatki, kaj so vzorci, kaj so algoritmi. Ni pa potrebe, da slehernik postane programer, da bi to razumel. Potrebno pa se je o tem pogovarjati. Po moje je to ključno. In prav zato, ker umetna inteligenca nekaj zmore, to še ne pomeni, da naj to tudi dela, kajti pogosto že izvaja delo policistov, zdravstvenega osebja in tako naprej. Mislim, da, kar se mene tiče, še vedno ostaja odprto vprašanje, kako bo lahko umetna inteligenca služila svojemu pravemu namenu. To je vprašanje za naše otroke, odgovor pa moramo vedeti tudi mi. In zato preprosto ne moremo strojev zadolžiti za vse povprek. Če se osredotočamo na prihodnja znanja in veščine človeka, bo vse skupaj ostalo relevantno, obenem pa bomo oblikovali prihodnost pod našimi pogoji. Muzeji, kot vidite, že uporabljajo tudi moč stripov. Stripi namreč vodijo v radovednost, igrivost in kritičen razmislek o abstraktnih idejah. Kot rečeno, stripe lahko uporabljamo tudi v razredu, na konferencah, na spletu in v muzeju. Lahko ga uporabite kot ogledalo, kot kratek film. Kaj vse torej lahko naredimo s stripi? Kot rečeno, niso namenjeni le umetnosti, gre za orodje, ki ga vsak človek lahko uporabi pri sporočanju kompleksnih idej. Če ste učitelj, aktivist, znanstvenik, lahko razgradiš kompleksna načela v krajši razmislek. Učenje je tako lahko lažje preko metafor in preko poenostavljanja idej, ki so tako, po mojem mnenju, dosti bolj dosegljive. Včasih se vse skupaj lahko začne z eno sličico. Strip vodi v dialog med študenti, učenci, odločevalci in drugimi v družbi. Zdaj pa še poziv k ukrepanju. Ustvarjajmo skupaj, bi rekla. Končujem pa z mislijo, da so stripovski eseji orodja za razmišljanje. Upam, da sem s svojo predstavitvijo spodbudila kakšno misel v vas. In želela sem vas še povprašati, katero zapleteno temo
bi vi predstavili kot strip. S tem smo prišli do zaključka moje predstavitve. Lahko pa se, če vas zanima še več, pridružite delavnici, na ekranu pa imate QR kodo moje spletne strani in vabim vas k razmišljanju in vašim idejam. Hvala za pozornost. To je bil neposredni radijski prenos plenarnega predavanja ekonomistke in striparke Julije Schneider iz Linhartove dvorane Cankarjevega doma, kjer danes poteka letošnja izvedba kulturnega bazarja. Video in audio posnetek bosta na zahtevo kmalu dostopna na Arsovi spletni strani. Prenos so pripravili tehnična ekipa Maja Blažič, Urban Gruden, Matjaž Miklič in Matjaž Šercelj. Urednik prenosa Klemen Markovčič. Produkcija tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, marec 2025.